prvo začnemo kritizirati, mi prvo začnemo zlivati gnojnico en po drugemu in potem bi se pa pogovarjali. Mislim, halo, kje ste se vi vzeli? Postrojništvo je zaradi tega, da sem imel mir. Lahko bi šel študirati tudi medicino ali karkoli. Pač mama mora biti mirna, če ni mama mirna, si tudi ti nemiren. To je bolj bistveno, ne? Da se človek zna na hitro prilagoditi, da znaš nekaj slabega zbrisati in nadaljuješ. Andrej, pravijo tudi, da si tihi modrec, ki je glasen, ko je to potrebno. Vojaški tip, ne? To je strogo, ne? Če smo rekli, da bo to, ko pridem nazaj, mora to biti tako, ne more biti drugače. Jaz sem se vse posod dobro počutil, meni so bili vsi ljudi prijatelji, zato ker jaz pač nobenemu ne vidim sovražnika. Jaz bi vsem pomagal, jaz bi vse naredil za druge. Premalo časa smo na tem svetu, da bi delali slabo. Kdaj je lahko župan res uspešen? Dober dan in lepo pozdravljeni v podcastu Dolenjskega lista. Zanimiv gost je tokrat. Oglajen gospod, uspešen gospodarstvenik, zdaj rekreacijski rokometaš, nogometaš, včasih zaigra kakšno partijo košarke ali golfa, je strasten smučar, pa vinogradnik, salamar, ljubitelj vsega lepega in dobrega, ki obožuje gledališče, ples in potovanja ter neskončne kilometre z avtom. Je družinski človek, velik prijatelj in čisto na koncu prodoren župan. In prav zaradi tega ga gostim v našem podcastu, saj te dni občina Črnomelj praznuje svoj praznik. Andrej Kavšek, dobrodošel. Pozdravljeni tudi ti, Renata, ker sva se prej pogovarjala o vikanju in tikanju. Bom na kratko samo to. Ja, malce neprijetno je v tem razmerju tikati gosta, ampak Andrej vztraja, vsi poznava se vrsto let. Zdaj mi pa razloži to tvoje razmišljanje o vikanju in tikanju. Pa jaz imam veliko izkušenj tudi z vikanjem in s tikanjem in nasplošno nekako bom rekel, lahko to združim zelo na kratko v to, da odlični prijatelji, dobri timi se tikajo, ker z vikanjem mi mislimo, da postavimo spoštovanje. Ja, na nek način, ampak to je čisto formalno. Pravo spoštovanje veje iz vsake besede, ki jo izrečemo, ne? Pri nas se ljudje velikokrat vikajo, že naslednji stavek je pa lahko zelo grd in zelo oseben, napadalen. In kje je tukaj spoštovanje? Jaz imam rajši spoštovanje, tako kot se midva že dolgo poznava in prosim, da me tikaš, jaz bom tudi lažje mi bo in verjamem, da bo ta pogovor lažje tekel. Rekla sem, da ste oziroma da si družinski človek, ampak začela bova tam nekje na začetku. Moram pa priznati, da je bil to kar velik zalogaj te priprave na podcast. Toliko znanj, toliko enih izkušenj, toliko enih potovanj po svetu, službenih in zasebnih. To je kar lepa življenjska zgodba. Andrej, začelo se je vse skupaj v Črnomlju. Tam si osnovno šolo obiskoval, pa gimnazijo Črnomelj. Nisi delal mature, ker ni bilo potrebno, pač bil si odličnjak. Ampak imel si 3 štirice. Francoščina, slovenščina in angleščina, torej jeziki. Ampak kako za vraga, danes govoriš 6 jezikov? Ja, ne vem kako, veš, tako bom ti rekel, takrat mene je pravzaprav pri tem učenju jezikov motilo učenje pravil. Jaz sem drugače zelo auditiven tip, jaz veliko rad govorim, zelo imam rad pogovore, veliko besed in pravila, da se naučiš najprej pravila, potem pa govoriti, to je bilo za mene predolga pot do tiste točke, ker jaz uživam pa v pogovoru, v interakciji. Tako da takrat sem pač to težko sprejemal, sem se potrudil, da sem to 4 nekako zgazil. Lahko pa rečem, da kasneje v poslovni karieri pač je bilo potreba, da sem se najprej šel učiti nemško. V Radence, 5 dni na teden smo imeli osebnega trenerja. In tale gospa Polonca Kovač, še danes sem ji hvaležen, me je pa učila na čisto drugačen način. Ona se je pa z mano samo pogovarjala. Wow! V prvem, drugem dnevu jaz sem gledal, sem rekel, joj, gospa
pa bom se res kaj naučil, če se bova midva samo pogovarjala. Nisem verjel, no moram reči, da sem bil prav presenečen, da obstaja tudi drugačna metoda učenja. In lahko rečem, da sem se v pol leta pravzaprav zelo izuril v nemščini in še danes ne vem, ker nisem nobenega testa pisal, kako dobro sem v slovenci in v gramatiki, ampak verjamem pa, oziroma vem, da se pač lahko pravzaprav skoraj vse zmenim. Ampak italijanščino si pa delal oziroma si se je učil po posebni metodi in to po Nasini metodi. Kako je to potekalo? Ja, italijanščina je pravzaprav bila moja spet ena želja, ker sem potoval po Italiji veliko in sem prvič ostal lačen. V eni restavraciji sem imel še 3 sodelavce, ki so pa še manj znali oziroma nič znali. In potem sem rekel, ja, prijatelj, zdaj se boš pa naučil italijansko, ker da bomo pa mi hodili po Italiji in da si še ne bomo hrane mogli naročiti, to pa več ne bo. V tistih časih Italijani verjetno niso ravno angleško govorili, ne? Pa še danes je težko, ne, pa recimo tam v 90-ih letih si lahko predstavljate, bili smo tam v Komu, v eni firmi in gremo potem zvečer na večerjo in tam ena stara, starejša gospa nas je stregla, mislim, to je bilo katastrofa, sploh nismo vedeli, ko smo dobili na mizo, je prišlo čist nekaj tretjega, kar smo mi si predstavljali, da bo. No, in takrat sem se pa odločil, da bom šel še italijansko se učiti. In je pa istočasno prišla ta zgodba s temi treningi. Namreč Danfoss je veliko investiral v osebne treninge, ne seminarje, to so treningi. To je malo drugače, to je malo bolj trda zadeva, to se pač res moraš delati, si pod nekim drobnogledom in so me nekako začeli zanimati tudi možgani, ne, pač ena od stvari. O tem bova še malo kasneje, ampak Andrej, koliko časa pravzaprav si potreboval, da si se ti italijanščine toliko naučil, da si lahko komuniciral? Še enkrat, to je bilo zanimivo. Italijanščina je bila pravzaprav vzporedna. Jaz sem želel hoditi na trening možganov. Enkrat na leto, 5 dni, trening možganov po tej metodi, ker to je bila razvita Nasina metoda za astronavte, katerim so želeli pač povečati sposobnost njihovega spomina. Torej, količino spomina. Oni so si morali zapomniti, namreč, zdaj ne bom, jaz se spomnim neke številke 35,000 nekih besed in enostavno tega takrat niso zmogli. Ne? In so Amerikanci gledali, kako za vraga bomo to mi dosegli in so prišli do budističnih menihov. Budistični menihi pa znajo cele njihove knjige na pamet. In potem so to raziskavo delali in so ugotovili, da tisto njihovo jutranja molitev proti tistemu oranžnemu, rdečkastemu soncu stimulira hipofizo in posledično stimulira kapaciteto spomina naših možganov. In so potem to seveda razvili za astronaute in kasneje se vemo, večina teh velikih izumov, ki so jih naredili za astronaute, torej NASA, je kasneje prišla v komercialno uporabo, recimo tudi teflon so najprej izumili ali pa bom rekel naredili za potrebe NASA in astronautov, šele pol je šlo to v komercialno. In tako so tudi te metode učenja in nasploh treniranja možganov, obvladovanja sebe, ker si predstavljate biti tam sam nekje. A se vikava ali se tikava? Pa nisem da tebe, jaz to bom rekel, bolj namenjam našim poslušalcem, predstavljajte si, ne, da kako to zgleda biti sam in to moraš biti res treniran človek. Ne. Jaz približno nekaj teh stvari sem probal, ne, tudi eno Nasino metodo že v 90-ih letih, ko so te priklopili na take senzorje in si gledal ekranček in v ekrančku so pač neke kuglice skakale levo desno in ko si se ti ustrezno skoncentriral, so te kuglice enostavno šle tako, kako si ti hotel. To je zanimivo. In moram reči, po 20 letih, mislim, 2020 smo v Črnomlju odprli eno tako sobo za pomerjanje v šoli s posebnimi potrebami Ilke Šober Nataše in sem tam prišel tudi, so naročili neko posebno napravo za pomerjanje in na koncu sem ugotovil, da je pravzaprav to tisto, kar sem jaz pred več kot 20 leti že probal, s tem, da je pa tale že bolj napredna, imaš pa več teh elektrod, da dosežeš več različnih živcev in tam te igrice so pa že igrice, torej te zgodbe, ki jih gledaš, so pa že bolj kompleksne. Ne? Tu se pa da že pol, pa zdaj že marsikaj drugače kontrolirati in
Mislim, meni je to zanimivo, kaj če vam reče, v teh stvareh bi lahko veliko, vse bo morda še kaj časa. Andrej, v gimnaziji sta bili tvoji sošolki Violeta Tomič in Mateja Koležnik, vsaka na svoj način nekako predani gledališču, zaljubljeni vanj in prav igralstvo te še danes mika. Tudi takrat me je še posebej. Mi smo imeli dramski krožek na gimnaziji, katerega članici sta bila tudi veliki prijateljci Mateja in Violeta. Lahko rečem, da z Matejo se velikokrat slišiva, zdaj je veliko v Nemčiji. Pač jaz bi rad nahecal, da pride tudi kaj, da se vrne v Črnomelj, samo ona je tukaj zasedena, da hodi bolj po svetu, pač da izkorišča svoj trenutek. Ampak kakorkoli, takrat na tiste čase imam izredno lepe spomine. Mi smo takrat, profesorica Bogomira Kure je bila mentorca in moram reči, da smo mi igrali takrat iger. Mislim, da sem v 4. letniku imel 5-6 premier. Pa tudi bi rekel, našem lokalnem mestnem gledališču črnomaljskem sem takrat igral ščuke za starejšimi, jaz sem bil takrat, bom rekel, mulac. Ampak so bili to nepozabni dogodki, ko smo hodili po celi Sloveniji s tisto igro. In istočasno sem bil v gledališču zelo veliko, v mestnem gledališču, v drami. To nas je pač ta naša mentorca res crklala, kar je bilo zelo lepo od nje in ji hvala. Vendar pol nekako mama ni bila za to, da bi šel v igralstvo študirati in potem sem nekom šel psihologijo, pa tudi ne, pa filozofijo, pa tudi ne. No, potem sem šel pa kar strojništvo, se nekaj, da bo pa tvoje, da bom šel na belt službo, tako vsi. Preveč talentov je bilo, Andrej. Ampak tudi poezija ti je blizu, ne? Človek bi rekel, da si nežna, romantična duša, ampak kako gre to s strojništvom? Pa sej, jaz mislim, če pogledam mojo poslovno pot in strojništvo. Strojništvo je zaradi tega, da sem imel mir. Lahko bi šel študirati tudi medicino ali karkoli. Ampak nekako mama je bila najbolj mirna in pač mama mora biti mirna. Če ni mama mirna, si tudi ti nemiren. In ona je samo vprašala, pa kam boš šel ti v službo, ko boš končal psihologijo, filozofijo, kaj boš ti? Nič. No, pogrem pa na belt, ajde, strojništvo bom naredil. Ne? In pol paste tole zgodbo, ne? Zaradi tega doskrat jaz tem našim mladim rečem, pa se ni tako pomembno, pa ni takšen hudič, če se napačno odločiš, ali pa se odločiš za nekaj. Veste, pot te bo pripeljala tam, kjer je tvoja bit. In če pogledate mojo kariero iz strojništva, v čistem strojništvu sem bil 3-4 leta. Pol me je pa začela pot peljati v management. Management pa, da nas vsi dobro vemo, je psihologija in psihologija in psihologija in psihologija. Različne kompetence, delo na sebi, to, kar pravzaprav sem si cel čas želel. Vse igralstvo ni nič drugega kot delo na sebi, s sabo, spoznavanje sebe. Psihologija enako, filozofija enako. In nekako sem pol te to odpele v te vode in danes sem zelo vesel, da sin študira psihologijo, zaključuje. Tako da imamo zelo močne pogovore zdaj z njimi in to je včasih zanimivo poslušati. No. Andrej, diplomiral si strojništvo na fakulteti v Ljubljani in se potem tudi nekako ves čas izobraževal, nabiral znanje med potjo. Tvoje prvo delovno mesto pa je bil pravzaprav črnomaljski Belt, kajti bil si njihov štipendist. Kako se spominjaš tistih časov? Morda ti bom razložil eno zgodbo, ki je bila morda, ki me je bolj zaznamovala. Jaz sem prvi letnik strojnega faksa naredil 15. junija, sem imel vse izpite in pol seveda pridem domov, kaj boš delal? In seveda na Belt. In sem 4 mesece na Beltu, prav zaposlen sem, imam v delovni knjižici 4 mesece delovne dobe. In sem delal na težki liniji, tam vrtal bobne, tu me veliko ljudi še vedno se me spomne. Jaz nisem bil neki grušt, ampak sem in tisti težki bobni in delati in jaz sem tam presegal norme blazno. Vroče je bilo, to sem bil vedno preznojen in eno in drugo, ampak ko pravim, so to tako močne izkušnje delovne in tudi ljudje, ko te opazijo in tudi sam moram reči, sem si rekel, o bog, če bi moral to delati celo življenje, bi mi se čisto trgalo, to pa je res pretežko, to ne bi zdržal. In nekako sem morda tudi v tem imel še večjo motivacijo. Seveda pol sem redno hodil na prakso in pol se zaposlil na Beltu. Moram reči, da sem imel čisto strojniško delo najprej, torej sem bil konstrukter modelov,
orodij in naprav za livarstvo. Čeprav sem si želel biti konstrukter v oddelku mehanske obdelave, kjer so konstruirali pač stroje, traktorje, take in drugačne delovne stroje za delati bloke. Ampak so me dali v livarno, ampak nič zato. Jaz se nisem nikoli s tem ukvarjal preveč, ko sem rekel že prej, ker te vedno pot potem zapelje, biti te zapelje tam, kjer je tvoje tisto primarna želja, tisto, prideš tam, sigurno prideš. Samo ne se s tem obremenjevati, pa ne tam pol sam nad sabo jadikovati. Čeprav moram reči, da jaz sem bil blazno razočaran, ker sem bil dodeljen v livarno. Ampak to samo za en dan. Do večera, ko sem šel spat, drugi dan sem šel v službo, sem si tam našel nove prijatelje in to je bolj bistveno, ne? Da se človek zna na hitro prilagoditi, da znaš nekaj slabega zbrisati in nadaljuješ. In spet te pot pripelje točno tam, kamor pravzaprav si v najglobjih delih svojih možganov pravzaprav želiš. No in zanimiva je bila potem pot v Danfoss, to je danski koncern, tam pa se ti je dobesedno svet odprl, ne? Ja, veste, tudi to bom dal en tak malo čuden nasvet ljudem, ne, veste, vsaka kariera ne gre tako premočrtno gor. In če bi narisal graf plače, kako sem jaz imel plačo, ne, jaz, ko sem bil na Beltu, sem potem po 3 letih ratal že direktor kakovosti. Iskreno povedano se mi zdi, da prehitro, ampak tako so ocenili. Saj se nisem bi rekel tak grebator, mene ni zanimalo to, ampak ker so me prosili, jaz pa ne znam reči ne. To je moja taka velika hiba, ki se jo moram zelo zavedati in jo moram zelo racionalno korigirati, ker drugače bi mene bi to kar, jaz bi vsem pomagal, jaz bi vse naredil za druge. In potem sem šel pa na Danfoss, ja, in sem šel na bistveno nižjo plačo. Ampak spet nekaj mi je reklo, da je to prava odločitev, da je tam tisto, kar me bo pač res odpeljalo v ene svetove, v neko področja, kjer pa bom lahko res užival oziroma realiziral svojo bit. Zanimivo je, da si dobil priložnost in v Danfossu so te povabili v tako imenovano menedžersko šolo. To je bilo posebno kaljenje. Ja, to so bili težki časi, tudi za odločitev, veste. Takrat, ko si mlad, pa polnega, pa ne vem, vidiš sebe skoraj kot perfektnega, ne. Takrat sem imel velik problem se odločiti, da grem v to. Ker vedel sem, da je vsebina taka, da bo to pač delali na tebi in samo na tebi, na tvoji psihi, na tvoji osebnostni strukturi in tako naprej. In sem imel velike težave in sem na srečo imel dobrega mentorja, podpredsednik koncerna je bil moj mentor, še danes se ga z veseljem spomnim, Nilsa, in on mi je pol razložil, rekel, Andrej, ne sekiraj se, ti boš še vedno ostal, Andrej. Tudi če bi te hteli spremeniti, te ne bomo mogli. Mi bomo spremenili samo tvoje vedenje, samo tvoje reakcije. Način komunikacije. Da boš postal še boljši. Pravi, ker nisi izbran zaradi tega, mislim, če bi mogli tebe čisto na glavo postaviti, to je preveč dela, s takimi ljudmi se pač ne ukvarjamo. Mi ti samo še tiste detajle ti bomo dodali, ki ti manjkajo, da boš bil pa še boljši. In kaj je bilo tisto, Andrej, kaj so bila ta znanja, ki so te naredila boljša, tebe in tvoje kolege? Jo, če bi mene, pa te prijatelji, ki me poznajo, ne, moram reči, da nič mi en prijatelj rekel, mislim, jaz sem se res bil tak vojaški tip, ne, to je strogo, ne, če smo rekli, da bo to, bo to, ko pridem nazaj, mora to biti tako, ne more biti drugače. To je naporno za življenje, ni? Ja, ampak večino tako živimo, ne, mi pričakujemo, da bomo z eno besedo dosegli vse, kar smo si v naši glavi zamislili. In ne ozirajoč se na potrebe, želje, razumevanje ostalih. In ljudi na drugi strani. Ljudje smo različni. Točno to, ne, in pravzaprav te tu, in moram reči, kar me je najbolj zaznamovalo, in kje se je meni prvič, bi rekel, odprl svet, je bilo, ko nas je bilo tamle 20, iz 20 različnih držav. Znači, pa je bila ena z Argentine, še danes se spomnim punce, pa iz Brazilije, pa z Tajske, pa Kitajske, pa Francije, pa Nemčije, pa Slovenije, pa Velike Britanije, pa Amerikanci so sploh nori, no, to tisti so mi čisto dali eno tretjo dimenzijo in šele takrat sem resnično spoznal, da to, kar sem jaz, to je pikica.
obstaja toliko drugačnih mnenj, toliko drugačnih pogledov, toliko drugačnih stvari in šele takrat, ko uspeš to vse posrkati, seveda zmlet, premlet in potegni tisto, rečemo, relativno resnico ali pa zgodbo, ki bo najbolj delovala. Veste, danes time oblikujejo sploh v Sloveniji perfektne strokovnjake, sami perfekcionisti. To ni v redu. Ti moraš sestaviti ekipo, ki bo funkcionirala, ki bo ustrezno komunicirala, kjer ne bo nekih barijer, kjer ne bo nekih egotov, ki se bojo med sabo kresali, ker na koncu šteje rezultat ekipe. Jaz sem ugotovil že davno, da sam ne moreš nič. In kar je še bolj pomembno bilo, eno spoznanje kasneje, višje kot si, in zaradi tega potrebuješ vsa ta znanja, bolj se prilagajaš, bolj izbiraš orodja, bolj izbiraš načine, kako boš prišel do cilja. To je umetnost, to je danes umetnost, pri nas pa ne vem, ponavadi se nekdo nekaj zamisli in vsi bi se morali zdaj gor priklopiti in iti v tisto smer. Tu je treba kup enih stvari, pa še kaj drugega naštudirati, preden se to zgodi. Andrej, napisal si priročnik o komunikaciji oziroma za komunikacijo. Kaj je bistvo komunikacije? Bistvo komunikacije pravzaprav je, da isto stvar dva razumemo enako. In pol eno tam not je kup enih pravil, ko govori nekako spet na svet za menedžerje oziroma za vodjo. Ker, ko sem prej rekel, više kot si, bolj moraš videti in najti, iskati skupno točko. In ena od teh stvari je, nikoli ne govori isto stvar na isti način, s istimi besedami. Vedno drugače. Ne ponavljaj se, ne? Ne ponavljaj se. Ti moraš biti vedno drugačen in na ta način ti dosežeš ta konsens in vključenost celotnega tima, več ljudi. Ker pač vsi to smo delali teh 2000, ko enostavno ista beseda pri 20 ljudeh pomeni čisto drugače. V različnih narodih je pa to katastrofa. To so takšni in takrat s temi 20 kolegi, ki smo hodili v ta prvi modul, takrat so meni res Marija pokazala, bog, jaz moram pa čisto drugače. Jaz ne moram, tako ko ja vidim, pričakujem, da bojo vsi to tako videli. Ne vidijo, sploh ne, halo, obrni se stran in drugače. To je bilo eno takšno ključno spoznanje, ki je. In torej komunikacija, da se pa vrnem še ta zgodba, ki me je, sicer sem jo veliko kasneje v eni knjigi prečital, sem glih prej razlagal. Neandertalec pa Homo sapiens sta živela skupaj tam od 50,000 do 30,000 pred našim štetjem. S tem, da je bil neandertalec bistveno pametnejši. Njemu so rekli smarti. On je imel približno 20-30% večje možgane kot človek, kot Homo sapiens. Vendar je izumrl. In pol so znanstveniki iskali, kaj to je. Komunikacija. On ni imel ustrezno oblikovanega grla in pa sploh tega dela in on ni znal artikulirati besed, posledično ni znal ustvariti tim pri lovu, pri obrambi pred sovražniki in tako naprej. In tukaj je Homo sapiens premagal zaradi pravzaprav tega komunikacijskega orodja. Možgani so bili manjši, torej verjetno tudi manj sposobni, ampak v timu si dovolj močen in samo tim je dovolj močen, posameznik pozabimo. Torej moraš veliko komunicirati, da izpolniš, nekako izkoristiš kapaciteto možganov. In da se ti ta kapaciteta povečuje. Enako, bravo, to je dvosmerni prenos, se pravzaprav ti bogatiš. Vsaka izkušnja je dodaten programček v tvojih možganih. In več, ko imaš teh izkušenj, ker izkušnja je tisto, kar želi naša biti. Čim več izkušenj, takrat sem miren, takrat me tudi ni strah, ker sem to že videl, nas je strah nečesa novega. Ni nas strah tistih stvari, ki so bile že déjà vu, ko rečejo včasih, ampak tega imamo premalo, mi se pa zapiramo v svoje domove. Zaradi tega je mene gnalo, jaz sem pač morda, bi rekla moja žena, včasih tudi preveč radoveden, mene preveč stvari zanima. Ampak moram reči, da sem imel to srečo, da me je zdravje služilo in da sem lahko to nekako izpeljal, ker to je res naporno. To so dnevi in dnevi, nimaš dopusta. Mi smo tam v 90-ih letih, mi nismo imeli dopusta. Mi smo se slučajno dobili, žena tudi je imela dosti take naporne službe, menedžerske. Mi nismo planirali dopusta, nikdar. Mi smo, ko smo enkrat prišli, petek domov, smo rekli, zdaj bi pa lahko drugi teden, se mi pa zdi, da je fraj. Smo napakirali, pa smo šli na dopust.
Mi smo na dopust hodili šele pol kasneje, ko sem bil že pač malo več. Ko je bila kariera že pod streho, ne? Tako rečeno, ko je bila pa že malo, nekako sem rekel, malo bolj miren. Pri Danfosu si bil tudi 3 leta na Slovaškem in 2 leti v Srbiji. Ne, v Srbiji sem bil, ko sem bil na Savi. Aha, torej Danfos je pa zaznamoval življenje na Slovaškem. Ja. Kako je bilo živeti v drugačnem okolju? Veste, je spet ena taka, to sem ja, ne, najbolj me karakterizira zgodba. Moja žena, vem, smo šli 30. decembra, smo šli, ena žlahtnica je umrla, smo šli pokropiti, pa smo pol tam imeli sedmino in ljudje me sprašujejo, kam grem. Ja, sem ponedeljek, ko je bil ponedeljek, 2. ali 3. mislim, da je bil. Ja, grem na slovaško službo. Ja, pa si že bil tam? Sem rekel, ne. Pa si videl tisti kraj? Sem rekel, ne, me to me sploh ne zanima. Jaz tam grem. Jaz sem se odločil, da tam grem in mi čist segli, če bi bili tam, kaznam, črnci, belci, kdorkoli, kakršnokoli, razbito, slabo, ali pa neki high class. Sploh si nisem šel pogledat. Jaz sem podpisal pogodbo z mojim mentorjem Nilsom, ki sem mu bom rekel, res neizmerno zaupal. In on res, moram reči, da v Danfosu je bilo sploh tale človeška nota zelo na visokem nivoju. Ne, tam je beseda veljala, tam so ljudje bili na prvem mestu, najprej ljudje, ne najprej šefi. Tam se res drugačna zgodba. No. In sem šel pač 2. jutro ali 3. ponedeljek ob 3 v avto in Zlate Moravce. Pridem tam, gledam, takrat še ni bilo GPS-ov pa vsega. In sem pač naštudiral karto, da sem prišel v Zlate Moravce, ob 9, 10 sem prišel tam, potrkam. Jaz sem pa ta menedžer zdaj, oni gledajo. To so take moje zgodbe, ki so bile vedno enake. In tudi zaradi tega mislim, da se povsod dobro počutim. Ne. Tudi ko sem bil pač pred 10 leti poslan v Srbijo, skoraj 2 leti, ali pa tudi, ko sem hodil po svetu. Jaz sem kamorkoli sem prišel, v Ameriko, v Rusijo, Kitajsko, Pakistan, Turčijo, Mehiko. V Mehiki sem tudi dosti bil, tam sem bil pač, ker sem bil del audit tima Danfosovega, sem hodil ocenjevati te različne lokacije. Jaz sem se vse posod dobro počutil. Meni so bili vsi ljudi prijatelji, zato ker jaz pač nobenemu ne vidim sovražnika. Ker je bila dobra komunikacija in so možgani delali. Predvsem veste, kaj je ključno, ne? To sem rekel takrat na tistih prvih treningih, ko sem šel v Danfos, ponižnost. Veste, mi ponižnost pri nas ne velja, pri nas je ego, ne, in ekstrovertiranost. Ponižnost je pravzaprav poslušaj in predvsem dej ljudem, kamor prihajaš v goste. Ker jaz sem bil v gost, tudi na Slovaškem gost, čeprav sem bil manager, operation manager in vse skupaj bi rekel glavni tam, ampak jaz sem gost. In prvo je, ker moraš spoštovati ljudi, kamor si prišel v goste. Ne uveljavljaj najprej svojih principov, svojih nekih zgodb. Ti si gost. In ko to enkrat skužiš, da je gost tista ključna beseda, si potem tudi ponižen, potem tudi poslušaš, potem tudi sprejemaš, najprej se učiš in šele potem začneš, bom rekel, delovati. Delovati je najtežje. Prej si omenil, da je v tistih časih, ko si bil pri Danfosu, beseda nekaj veljala. Kako pa je s tem danes? Pa bom še drugače rekel. Veste, vsaj danes tudi najdeš okolja, ljudi, ko to trdno velja. In jaz si iščem taka okolja, kjer beseda velja, kjer predvsem velja odnos. Odnos, človeški odnos. Jaz moram reči, da meni je pač velikokrat, prevečkrat hudo, ko gledam, kako nekdo s tako lahkoto govori o vratarjih, o snažilkah, o kuharcah. Fanti moji, firma brez njih, firme ni. Ka bo menedžer sam svoj menedžer? Prijatelji, nehajte se hecati, ne. In ker bo prišlo do tega, da bomo videli, da pravzaprav teh razlik niti ne sme biti. Jaz ne morem delovati brez kuharce, brez natakarja, brez snažilke, brez tajnice, brez, ne vem, tehnologa in bi mogel imeti 10-krat večjo plačo. Ne maram tega. Jaz tudi, ko sem bil tam, kjer sem imel to možnost, meni ni bilo to, da bi bil prvi po plači. In če sem vedel, da nekoga rabimo, ta bo tisti, ki bo.
pač imel ustrezno nagrajen. Tako da tu mislim, da tu bomo morali to filozofijo malo obrniti. Ja. Ker dejstvo je, da tudi nimaš kaj porabiti. Kaj ti pa če? Gospod Florjančič, ta slovenski veliki mož, parkrat tudi njega sem imel velikokrat možnost poslušati, ker jaz sem na te seminarje, na ta srečanja hodim rad, ker srkam te izkušnje, to znanje, to modrost teh ljudi. In on je rekel, enkrat sprašal pred tako auditorijem, samim menedžerji, gospodje, kater denar je vaš denar? Ja, unki je na banki, unki je to, pa tam, ko imam to. Gospodje, ne. Vaš denar je samo tisti denar, ki ste ga vi osebno porabili. Vse ostalo ni vaše. No, iz Danfossa si šel za kratek čas k Livarju Ivančno. Ja. Bil si potem tudi direktor Komunale Črnomelj, od tam pa te je pot zanesla v zavarovalnico Tilja in kasneje z združitvijo še zavarovalnica Sava tam nekaj časa. Ne? Ja. Omenil si že prej, da si preko zavarovalnice pravzaprav bil v Beogradu. Ja. Kako je biti Slovenec in živeti v Srbiji? Pa dobro, mislim, veste, tudi ko sem bil na Slovaškem, to je spet ena takih mojih zgodb. Jaz sem se čez vikende vračal domov, ne. Jaz nisem živel dol, sem kakšne vikende ostal, ampak to je bilo redko, zato ker pač, ko delaš, tudi je čas za zabavo, vendar družina, kot sem že prej omenil, pač vikendi so bili in žena dostikrat reče, da takrat, ko sem bil na Slovaškem, sva bila več skupaj, ko zdaj, ko sem pa skozi tukaj. Ker enostavno te življenje odpelje, oziroma dnevni ritem, dnevne obveznosti povsod in potem ti zmanjka časa. Takrat pa ni, takrat so bili pa vikendi za družino. Ne. Te je v zavarovalništvo odpeljala psihologija? Ne. V zavarovalništvu je pravzaprav me en dober prijatelj nagovoril, imeli so hud izziv. In to je spet ena od zgodb, ko sem pač moje neizmerno zaupanje ljudem in temu prijatelju in neizmerno zaupam tudi. In on me je nagovoril, pač sem rekel, pa misliš, da bi bil za to sposoben, ne? Ker sem strojnik, zavarovalništvo je čisto nekaj drugega, pa moje menedžerske izkušnje so bile iz drugih področij, ampak je rekel, ja, mislim, da. Ampak bolj zanimivo mi je tole, ker vem, da pol čez kako leto, dve, sem malo včasih se spomnil, sem rekel, o bog, ker če bi znal, kam grem, kaki težki izzivi me bojo čakali, bi se mnogo težje odločil, oziroma morda se tudi ne bi. Ampak vse včasih je boljše, da niti ne veš vsega, ker, ko pravim, če si pripravljen delati, ne, in delu vsa čast, mi smo v enem obdobju zamenjali pa hodi študirati, da ne boš rabil delati, ne, to je največja laž, kar jih v življenju lahko otroku poveš. V življenju jaz sem vsakemu povedal, tudi svojim sodelavcem vedno, lahko vam obljubim samo delo. In samo delo. Pol, ko bomo naredili, se bomo pa tudi zabavali. Jaz se znam tudi zabavati, to vem, da je pomembno, praznovati, zabavati se, ampak prej moraš pa trdo delati in obljubljam samo delo. In tukaj je bilo ravno to, da sem pol v tej zavarovalnici pač smo res naredili dobro zgodbo. Ampak spet, dokler nismo uspeli postati tako atraktivni, da so ljudje prihajali k nam, da smo lahko ustvarili tim, en dober tim, vrhunski tim, moram reči, da res mi je tistim, za njim vse se srečujemo še vedno, mi pač, jaz si v življenju nisem nikjer vrata zaprl. To ljudje dostikrat me čudno gledajo, pa mi ne razumejo, ne. Tudi takrat, ko sem šel iz Save, pa lahko rečem, da z zdajšnjim predsednikom sva zelo dobra, zelo veliko mi pomaga, kadar ga prosim, karkoli, ker si pač ne, jaz razumem, če nismo kompatibilni, če prihaja drugo obdobje, drugačne potrebe, drugačne zahteve, drugi lastniki, drugačne, vredi, hvala, se poslovimo, si damo roke, se bomo še kje srečali in vedno se srečamo, ne, to je tisto, kar je hudo, mi pa pač prevečkrat zapiramo vrata za sabo, pa še zaloputnemo jih, kar je pa sploh narobe, ne. Spoštljivo, zopet spoštovanje in spoštovanje. Če bi mi sebe bolj spoštovali, ne, mi se pač ne spoštujemo, v Sloveniji tu spoštovanje sploh na političnem področju, zdaj kot župan bom govoril, je pač na tako nizkem nivoju, da je to katastrofa in tu pač, ne vem,
pač bo nekdo mogel prigrizniti in prvi reči, zdaj se pa tega več ne grem, ti lahko mene špotaš, kulčeš, ja pa tebe ne bom. Ko sem prej rekel, mi bi morali uvesti pravilo v parlamentu. Prvo boš s 3 alinejah nekaj pohvalil, pol pa kritiziraj. Nego ne, mi prvo začnemo kritizirati, mi prvo začnemo zlivati gnojnico en po drugemu in potem bi se pa pogovarjali. Mislim, halo, kje ste se vi vzeli? Ker tukaj trenirani pa niso. Pri treniranih ljudih je to možno. Jaz se velikokrat, bom rekel, tudi sporečem s kom. Pač, če smo preveč narazen, ampak na koncu, ali bo to čez dan, 2, 3, prvič tam nismo žaljivi, smo spoštljivi, ampak midva bova sigurno se še srečala in sigurno bova še šla na kavo in karkoli in bova sigurno še kdaj skupaj delala. In tega se ljudje enostavno ne zavedajo. Andrej, tebe je pravzaprav politika nekako zvlekla, ko si bil še zelo mlad, 31 let. Zakaj misliš, da so v politiki običajno na političnih mestih ljudje, ki so starejši, bolj izkušeni? Ja, veste, to je, pa bom spet začel, ko sem bil študent, jaz sem predsednik kluba belokranjskih študentov in potem se eno obdobje, tam, mislim, 86, sva spet s enimi kolegicami v klubu, zakaj ne bi ti kandidiral za predsednika mladinske organizacije občine Črnomelj. To smo naredili tako štalo, mi onda nismo razumeli tistega sistema, ne, da ne more nekdo kar tak priti noter in to so bile take zgodbe, da vam ne bom to razlagal, meni je to pač zabavno, ker jaz kljub vsemu neizmerno spoštujem prejšnji sistem, zaradi tega, ker je imel veliko dobrih nastavkov. Ne samo ljudje si zapomnijo samo slabo in potem samo kritizirajo. Saj seveda bi lahko bilo kaj drugače, pa boljše, pa saj smo pol tudi kaj spremenili, ampak hočem reči, in pol so se nekako spomnili na mene 94. leta, ko so bile prve volitve in takrat sem kandidiral v Črnomlju za občinskega svetnika na listi SLS-a. Sami mladi prijatelji smo se zbrali in moram reči, da smo takrat res pometli s konkurenco in sem potem bil, ne vem po kakem, nisem lobiral, tudi ni me zanimalo, sem bil izvoljen za prvega predsednika občinskega sveta občine Črnomelj leta 94. In bom rekel, mojim kolegom starejši, to so bili sami starejši, modri ljudje, so mi to zaupali, moram reči, da sem bil takrat blazno presenečen. Ampak očitno so nekaj videli, kar jaz nisem videl ali pa nisem znal še takrat in smo to pač takrat šel v politiko in sem bil 4 leta predsednik občinskega sveta in potem še 4 leta podžupan. Vendar pol sem videl, da je politika za tako mladega človeka pač ni v redu. Čeprav moram reči, to, kar danes je nepredstavljivo. Danci so bili tako ponosni na Danfoss Črnomelj in na mene, ker smo imeli predsednika občinskega sveta. Mislim, meni so bila vrata vsa odprta, ker so bili, oni res so bili ponosni. Ne? Je bil njihov pogled na politike drugačen? Čisto drugačen, kot je danes. Danes vam povem in zaradi tega govorim, jaz sem pol po 8 letih sem videl, kam to gre in sem rekel, prijatelj, ti boš ostal politik, pa boš pa enkrat star 45 let, kaj boš pa pol? Pa se boš pa prodajal, ko ona gospa, ne bom. In sem rekel, ne, jaz bom rajši naredil svojo poslovno kariero, pa na stare dni, če se mi bo htelo, pa zdaj se mi hoče, boš šel še vedno, boš imel možnost biti politik oziroma se ukvarjati, pa ne tukaj s politiko, ker sama politika je, to je zahtevna obrt. Pri nas so to spet, pri nas v Sloveniji imamo preveč amaterjev na vseh področjih, od menedžerskih do političnih. To niso ljudje, ki bi svoje kariere gradili in prihajali na neka mesta zaradi tega, ker je to logična posledica njihove razvojne poti. Ali politične, ali menedžerske, ali ne vem kakršne drugačne. Ne? Ker tu je ogromno treba investirati, tu je ogromno enih znanj, ko jih moraš ti skozi treninge, predvsem skozi treninge, ker seminarjev jaz ne maram, jaz sem prepovedal seminarje, oziroma se nikoli, da to za mene, tega ne hodim, ker ti se moraš sam s sabo ukvarjati. Na vsako stvar, ko greš jo zaradi sebe, ne da gledaš, on je pa slabši, ko ja, narobe. Individualno, ne? Ja. In tako da, torej, to je bilo ključ, da sem pol nisem šel, sem šel reči po poslovni poti, ker sem videl in danes je to še slabše, ko je bilo takrat. Danes, jaz pravim, jaz moram reči, da mlade župane
Jaz moram reči, da sem kar žalosten, ko jih gledam, ker oni se ne zavedajo, kakšno bo njihovo življenje čez 10, 15, 20 let. Ker pri nas pač ravno zaradi tega nespoštovanja, zaradi tega napadanja, zaradi tega iskanja napakic vsakemu človeku. Mislim, jaz se ne bi upal. No, jaz vam moram reči, da sem vesel, da sem tukaj star, ker se ne bi upal riskirati, ker seveda se vsakmu zgodi napaka. Andrej, kdo te je potem prepričal, da si pravzaprav kandidiral za župana? Prijatelji, jaz sem se v bistvu 2018, takrat sem spet en nov izziv našel, sem odprl firmo zavarovalno posredništvo skupaj z enimi hrvaškimi prijatelji in sem bil prepričan, da bom pač to delal. Izpit sem naredil za zavarovalnega posrednika, to je bilo kar zahtevna zgodba, ampak nekako sem rekel, bom to. Pa so pa prijatelji v bistvu tam že 2018, juni, en prijatelj me že februarja, pa zak ne bi in pol. Teda jaz sem se sorazmerno pozno odločil, da bom šel kandidirati. Jaz sem se tam šele konca avgusta, začetku septembra sem rekel, grem. Seveda sem mogel doma še ženo pa deco prepričati, pa je znam, da jih nisem, ampak zdaj na koncu se morali sprijazniti za te, ker spet, to je pa pravilna komunikacija. Nisem se sam spomnil, jaz imam zraven sebe vedno coache in ljudi, ki znajo več kot ja, in jaz se v vsaki stvari posvetujem. Jaz pač nisem človek, ki skačem v mrzlo vodo oziroma v bazen, pa ne vem, kako je globoko. In tudi tu sem se posvetoval, ne? Jaz sem naredil veliko, sem komuniciral spet z različnimi ljudmi, tudi tistimi, ki nas dobro poznajo ali pa kot družino nas dobro poznajo. In so mi pač svetovali, kako in kaj. In na koncu se je zgodilo, hvala Bogu, da je tako. Jaz moram reči, da sem vesel. O tem se z ženo pa z otroci ne pogovarjam, kako so veseli ali ne veseli, to mi je seglih, ker tudi ni potrebno, to je pač lahko tudi neke stvari stojijo na stand-byu in se pač o njih ne pogovarjamo. Zakaj? Mi tega ne znamo, ne? Mi Sloveniji pač ponavadi pol nažiramo in točno tam kaboli, tam še malo soli, pa še malo soli, pa daj pusti, no. Ampak na začetku si pravzaprav to funkcijo opravljal neprofesionalno, potem pa si ugotovil, da tako ne bo šlo, ne? Ja. Si perfekcionist pri svojem delu? Zdaj, prvo, to je res, jaz sem mislil, da bom lahko neprofesionalni. Mislim, neprofesionalni župan, vendar moram reči, da je po 3-4 mesecih bilo to nemogoče. Preveč je dela, sploh ena občina Črnomelj ima Prčev tako velika, neverjetne potrebe po infrastrukturi, pač ne vem, treba pač se zagnati, ne? In sem pol pač to po 1-3 mesecih opustil in sem postal profesionalni župan in zagriznil v to delo. Moram reči, da mi je veliko pomagalo, čeprav dostikrat ljudi reče, pa gospodarstvo pa to nima veze, seveda ima vezo, zelo veliko vezo. In prvo, kar smo naredili reorganizacijo. To, kar mora vsak menedžer, ki pride v neko firmo, ali dobro stoječo ali slabo stoječo, ti moraš pač reorganizirati glede na tvojo oceno sposobnosti ljudi in pa seveda organizacijsko strukturo postaviti tako, da bo še bolj uspešna, oziroma da bo ta komunikacija ustrezno tekla, oziroma da bodo ljudje imeli čas za tiste ključne zadeve, ki se morajo dogajati. In ko smo mi to koncipirali, pa spet, ja nisem najbolj pameten, jaz imam pa res veliko prijateljev, ki znam koga vprašati. In sem pač vprašal in se pozanimal malo, spet komuniciral in sem prišel do organizacijske strukture, ki je definitivno se pokazala tudi pri nas kot zelo uspešna in to vsakmu županu povem, pa me redko kdo, ker se bojijo narediti reorganizacijo, ne vem zaradi česa, ampak po moje zaradi svojega nesigurnosti. Oni ne verjamejo v sebe, ne v reorganizacijo. Župani radi vidijo, da so všečni. Pa ni to všečnost. Ne, to je glih nasprotno. On ne zaupa sebi, ker se podaja na pot, katero je ne pozna. Dobro, jaz sem prišel iz menedžerskih šol in jaz sem naredil, ko ste našteli, ko si naštela, smo ne vem koliko, po teoreti, tako ko so me učili teorijo v 90 letih, da bi na vsakih 5 let moral menjati delovno mesto ali pa celo delodajalca. Če pri meni to sešteješ, no, ampak sešteje, govorim ljudem, je točno to.
Jaz sem skoraj na vsakih 5 let ali pa celo malo manj, jaz sem ali menjal delovno mesto v okviru Danfosa, sem imel kar nekaj delovnih mest, 3 Ali pa različne. službo, ne? Ali pa potem službo. Pa tudi službo sem menjal takrat, ko sem videl, da je pač moje videnje, moje stališče, moja predstava, kako naprej, ko sem videl, da je preveč različno in namesto, da bi se kregal, pa tam uveljavljal svoje, pač ko vidiš, da so drugi močnejši, dovolj jim. No in da se vrnem nazaj na reorganizacijo občine, in ključna je bila tu seveda ustanovitev oddelka tako imenovane projektne pisarne. In če boste šli pogledat, v Sloveniji tiste občine, ki so najbolj prodorne in dobijo največ razpisov, imajo projektno pisarno. Zelo pomembno je, da ti daš iz strukture ven določeno število ljudi, ki pač lahko, ki bodo imeli čas spremljati javne razpise in evropske in državne, in seveda potem se na njih prijavljati in seveda tu je res ogromno administracije, o tem bom lahko kakšno stvar rekli kasneje. In to je bila po moje tista ključna zadeva, ki smo jo naredili v prvem koraku, takoj. In moram reči seveda, da sem uspel prepričati občinski svet, je bilo tudi spet komunikacija in tako naprej, ker ključno je spet komunikacija, ker v javnem sektorju je pač treba tega še malo več, ko si ti lastnik firme, ti rečeš, pa je konc, ne? Ti ne rabiš nobene odobritve, ko imaš nadzorni svet, moraš saj z nadzornim svetom, ko imaš ti skupščino, no in v javnem sektorju jaz rečem, ko me dostikrat vprašajo, kakšna razlika je med biti direktor ali pa predsednik uprave ali pa župan. Zdaj neko, veste, ti imaš ja imam recimo v Črnomlju 14.300 ljudi, ki so praktično moji, s katerimi moram jaz ustrezno komunicirati. Pol imam pa še zraven občinsko upravo, pol imam pa še zraven celo Slovenijo oziroma državne inštitucije. Torej, to je res količina komunikacije, ki jo je treba seveda na en racionalen način izvesti. Ker če bi res vsakim moral komunicirati, mislim, nimaš časa, zmanjka časa in kar umreš. In to je to. In tudi njim daš ta čas. Če še nekaj časa ostaneva pri tej županski funkciji, kaj je v bistvu najpomembnejše, da je lahko nekdo na čelu občine uspešen? Glejte, najbolj poleg tega ustroja. Ker tu je le politika, ne? Tu so različni pogledi, nagajanja. Kdaj je lahko župan res uspešen? Spet to, kar si rekla, ti bom rekel, to je klasično slovensko nagajanje in tole. In da se tega nekako znebiš. Moja deviza je bila že v začetku zelo jasna. Jaz nisem postal župan, da bom uresničeval svoje ambicije. Niti ene. Niti ena stvar, ki sem jo naredil, ni bilo zaradi tega, ker bi skozi njo realiziral svoj ego ali pa neke svoje, ne vem, kakšne takšne in drugačne želje. In sem že v štartu rekel, jaz bom naredil to, kar potrebujejo občani. In to skozi komunikacijo, jaz sem veliko na terenu, jaz pač praktično stopim lahko v vsako hišo in poslušaš ljudi, kaj je pa tisto, kje je konsens, kje je tisto največ in tista prioriteta, ki jo ljudje si želijo. Teda tu ni bilo težko najti te prioritete, šola, vrtec, šola Dragatuš, kanalizacija, mestno jedro, zdravstveni dom, to so bili kulturni dom zdaj, ne? To so vse stvari, ki so pravzaprav, jaz sem poslušal ljudi, jaz sem hodil na te prireditve, poslušaš in vidiš. Tako da to je ključno, torej poslušati ljudi. Zdaj pa, če govorimo pa o politiki, ne, tudi to je ena od mojih paradigem že cel čas je, da na lokalnem nivoju pač se mi visoke politike ne gremo. Mi se gremo in delamo to, kar je dobro za ljudi in za občino. Ker občina je naša, pa če si ti, ne vem, levi ali desni, ali beli ali zeleni, meni je vseglih. Delamo za sebe. In če delamo za sebe, potem se ne bomo kregali o tem, kaj je v Ljubljani rekel, pa kaj ni rekel. To se lahko gremo v gostilno, bomo se veseli, pa bomo tam razdirali te zgodbe, kukčmo. Občinski svet je pa pač za projekte in za stvari, ki jih naši ljudje potrebujejo, in to naše ljudi edino zanima. Od nas. Oni pričakujejo to od nas. Ne pričakujejo, da bomo mi razčistili, ali je bilo ono prav, ali je bilo ono narobe, pa ne znam, zgodovinske zgodbe, to ne. In to mislim, da smo to uspeli.
In tu moram res povedati, da je sodelovanje z občinskim svetom in svetniki zelo dobro. Pač se vsemi poznamo, jaz vsemi govorim, jaz nobenim nisem skregan, jaz vsakemu dam roko, jaz grem lahko vsakim na kavo in če me karkoli kdo rabi, prosim, pokliči, pridi k meni, da se midva zmeniva, da ti ja razložim svoje videnje, ti boš meni svoje in potem dobiš tisto razumevanje skupno, to, kar sem že prej razlagal, skozi komunikacijo, da oba dva vidiva to stvar isto. In če jo vidiva isto, seveda smo za. Ne? In tu, mislim, je res, to je komunikacija, bistvena je komunikacija. In pol, ko mi nekdo reče, 3 podžupane v Črnomlju, to so eni, to so tisti zlobci, ki vsaki stvari, vsaki zgodbi iščejo nekaj negativnega. Ne da bi najprej pogledali, zakaj, pa koliko je to pozitivno, pa kaj bo rešilo. Ja, seveda je tudi to, da je tam, ne vem, 10.000 evrov proračun, treba zagotoviti več, kot če bi imel enega ali pa 2. Glede, če nima ena občinska blagajna 10.000 evrov, potem nehajmo, potem kar zaprimo tako občino. Mi imamo tak preveč, 212, pa ne morajo niti na razpis se prijaviti, ki nimajo svojih sredstev za, ki moraš vedno moj svoj delež, moraš imeti. Tako da to pač ne gre. In ravno skozi to komunikacijo in 3 županov, s katerimi komuniciram redno, oni za svojimi svetniki in za svojo bazo. Veste, občinski svet, ljudem je jasno, vsi vidimo stvar isto, ker, kar je pa tudi pomembno, če ne vidimo isto, še ne gre na to sejo, bo šlo na naslednjo. Mi moramo se prej uskladiti. Na občinskem svetu, oprostite, kaj je spet pridem do točke, ko morda se že ponavljam, ampak gledajte, ko se enkrat nekaj zgodi na občinskem svetu in se začne prepir ali pa rečemo konstruktivna debata, takrat izleti marsikaj ven ljudem. Ljudje niso trenirani. Ljudje se ne znajo obvladovati tako, kot bi bilo treba. Pa kar je tudi sam ne. Bojmo iskreni, za tega se takih situacij izogibam. In za tega jih nočem, da se tudi drugim dogajajo. Ker pač, ko zleti pa ena grda, pa bo še eno, pa 2, pa 3 in smo skregani. Je prepir tu, da. Andrej, pravijo tudi, da si tihi modrec, ki je glasen, ko je to potrebno. Se znaš razjeziti? Ja, seveda se znam. Kakšen si takrat? Jaz bi bil, mislim, ne vem, morda bi bilo lepše, da bi se še bolj kontrolirano jezil. Ne? Jaz pač tu imam, kar dost sem to streniral, to zgodbo tega komuniciranja, ker tudi obstajajo situacije, ne, iskreno povedano, obstajajo situacije, ko ti moraš stopiti na isti nivo kot sogovornik. Če je sogovornik razburjen, on te ne bo slišal. Zdaj, ali imaš možnost ga ven poslati, ampak to v šoli lahko te ven pošlje učiteljica. Ne. Tu pa moraš ti skrbeti za neko ustrezno kontrakomunikacijo, da te on sliši in da pač potem spet počasi speleš komunikacijo downgrading, ko bi rekli, ne, da jo znižaš in pride spet na eno konstruktivnost. Imam eno srečo, da pri tej jezi še to moram povedati, veste, to tudi ljudje ne razumejo, ampak mi ljudje imamo v možganih en nabor vedenjskih vzorcev, ki se polni 100.000 let. Zadnjič sem poslušal en podcast z gospodom profesorjem Moravcem. To je eden začetnikov umetne inteligence. Namreč umetna inteligenca se ni začela pred 5-10 leti. Umetna inteligenca, ljudje so o njej začeli razmišljati že pred leta 1950, tam se je začela umetna inteligenca in profesor Moravec je bil en prvih. In on je glih, ker želeli so posnemati delovanje možganov, da bi umetna inteligenca to tudi znala. In seveda je Moravec pogruntal in rekel, veste, težko bo to tako na hitro, ker naši možgani so polni nekih znanj, nekih slik, nekih stavkov, nekih vedenjskih vzorcev, kar se v njih nalaga že 100.000 let. In ena od stvari, ki jo imamo v možganih, je tudi pristnost. Naši možgani znajo zelo jasno oceniti pristen nasmeh. To so zdaj obstajajo že testi, to, da nas lahko na internet greste pristen nasmeh, pa boste videli zelo zanimiv test. Pa še kaj drugega, no, to je en takšen, ki se da videti. In zaradi tega je ljudem, glede na njihovo neverbalno komunikacijo, glede na njihovo osebnostno strukturo, dovoljeno v enih primerih nekaj več, oziroma v drugih primerih nekaj manj. In ja mislim, da glede na mojo tako dobrosrčnost pa
prisrčnost, pa nisem zloben, to moram reči, to znajo vsi, da nisem nikomor še nič žalega naredil, se lahko tudi malo bolj razjezim kot nekdo drug. Mi to ljudje Dovolijo, ne? tolerirajo. Ne? In to eni ne razumejo. Ne? Jaz pa doskrat, ko imam take pogovore s sodelavci, pa tudi z ljudmi nasploh, ker poskušam jim včasih tudi kaj svetovati, ker sem na tem tudi kar nekaj naredil že. In doskrat to razlagam, ne? Pa tudi rečem, viš ta stavek, od tebe ga nisem slišal, pa bi ga lahko več, samo tebi ne bi pasal. Če ti to rečeš, tebe bi ljudje čudno gledali. Če ti rekel oprosti, to ni iskreno, prijatelj, to ne bo. To ne deluje, ti boš mogel to drugače narediti. Ja, pa lahko to rečem. Ali pa ne do drugih, kakorkoli. Hočem to reči, to so take zelo tenkočutne stvari, ampak so tukaj. Skozi pogovor lahko slišimo, ne, zanimajo te tudi nove tehnologije, pa razsežnost umetne inteligence, robotika. Nedavno si imel priložnost srečati se s humanoidnim robotom na Bledu. Kakšna je bila to izkušnja? Ja, tako bom rekel, ne, zadnje 3 leta me ta umetna inteligenca blazno zanima. Marsikaj sem prečital, marsikje sem bil. Jaz še vedno zelo veliko, bom rekel, investiram v svoje znanje. Jaz hodim po simpozijih, po različnih takšnih in drugačnih seminarjih oziroma različnih stvareh, ki se dogajajo, in na področju umetne inteligence je pač ena zgodba. In nisem vedel, da bo tole v petek bilo na Bledu, da bom videl tudi humanoidnega robota v živo in nasploh. Ampak na nek način je to strašljivo bilo prvi trenutek. Veste, to je... Veliko sem vedel, ampak ko vidiš, kako je to blazno napredovalo, je to prvi trenutek zelo... Mislim, jaz se, bom rekel, sam za sebe sicer se ne toliko bojim, ampak vem, da je pa veliko ljudi, ko si niti ne predstavljajo, kaj to je, in tudi nič ne počnejo, da bi lahko uspešno sobivali z umetno inteligenco. Ker namreč umetna inteligenca, bomo odkriti, na veliko področjih je velika pomoč. Velika pomoč. Ena modrost, ki je bila tudi zdaj izrečena, pa se mi zdi ključna, ne? Ker zdaj vsi bi uporabljali umetno inteligenco. Veste, tisti, ki ste menedžeri v firmah, tudi mi na občini že to uporabljamo, ampak še ne tako, kar je ključno, je, da moraš spremeniti poslovne procese. Ker drugače uporaba, da samo uporabljaš umetno inteligenco, bo v roku, ne vem, različno pol leta, leto, naredilo cel mes v firmi. Torej, to bo destrukcija. Ti moraš tole preudarno uporabljati, tudi pač pozicije drugače postaviti, morda kontrolorje za neke zgodbe, tam, ker bo pač output prišel iz umetne inteligence, ga mora to nekdo kontrolirati. Torej, umetna inteligenca pod nadzorom, ne? Ja. In tu je zdaj tista zgodba, ko pa res bojo morale vlade in nasploh zelo hitro ukrepati. To je eden od problemov, s katerim se dostikrat srečaš. Tisti, ki berem, pač vidiš, da tu je problem, ko bo duh ušel iz steklenice. Ja, takrat pa vam povem, da ni tako enostavno. Ne? Ni tako enostavno in tu je, ta regulativa bo mogla biti samo omejujoča. Zdaj bom povedal samo za tega robotka, ne. Seveda so ga naučili, da je delal kato, torej to kung fu, je tam mahal, ne. In to sicer ne zdaj na Bledu, kazal nam je gospod, to so v Sarajevu naredili pred parimi dnevi. In ta robotek je seveda tisto kato, ki so ga sprogramirali prej, ne, o tem ne bom razlagal, kako to danes počnejo, to ne pišejo kode, ampak se to naredi na en drugačen video način. Je prišel preblizu ljudi in so ga mogli izklopiti, ker bi tam že 1-2 vdaril. Ker pa tega pa ni imel, recimo še, da bi pa znal, da to pa ne smeš, ne, do kje grem, do tu grem, in je tisto izvedel vrhunsko, mislim, to človek sem gleda, ne. Ta robot recimo ima možnost, ti ga porineš, on ne bo padel, ker ima v glavi, te so neko že v glavi. Ne, tale ima pol, torej to, kar se tiče motiona, gibanja, ima v sebi računalnik in čip in to obvladuje tu noter, ker to je bilo predolgo, da pride gor pa nazaj, je to par stotink, je že konc, ne, on že pade. To so reakcijski časi, ki so bistveni, tudi zaradi tega, ne, se tukaj danes pogovarjamo o teh čipih.
tako imenovanih katih, ne, torej 1,7 mikrona, to so zdaj top čipi. Znajo jih narediti samo tajvanska manufacturing firma, drugi še ne znajo, ne, recimo Kitajci pridejo tam do 2,7, 3, 2,7 in od tega je odvisno, kako hiter je, od tega je odvisno, kako majhen Njegova lahko je. sposobnost. Tako. Ne? Tako, ne, in tako da tu je kar, in pravim, bolj je bilo to zanimivo, torej, da so ga mogli staviti, ker je enostavno ni imel te sposobnosti ocenjevanja, kaj je pa dovoljeno, kaj ne. In tako da to bo še vsega. Ne. Zanimivo bo, kako se bo pravzaprav človeštvo odzvalo potem, ko bomo prestopili kakšno mejo na področju robotike. Ne? Se bojim, da bi se to znalo zgoditi. No, to smo odreči, prej sem da zaključim. Torej, in ta robot ima v sebi motion, tale bot, so boti, ne, Wikipedia bot, voice bot, motion bot, in to so različne, bi rekel, področja, ki jih pač lahko združijo oziroma jih povežejo med sabo. No. In tega, če ga porineš, tega robota ne pade. On se lahko v trenutku, on se vjame. Tuk dober je že, ne, da že zna sam svoje ravnotežje, bi rekel, menedžerirati. Tako da to so res to strašljive. Ne. In zdaj pa, kje je ta točka? No, tu moram reči, ne, da je v tej točki singularnosti se to reče. Ne. Točka singularnosti je, ko bo umetna inteligenca tako sposobna kot človek. Jaz bom rekel, sem tu pa pač konzervativen, pa rečem, da jaz ne verjamem, da bo to tako kmalu, ker še vedno verjamem v naše možgane, ki jih neizmerno rad proučujem in v njih razmišljam, torej, da bo umetna inteligenca sposobna najti smisel. Smisel je tisto najvišje, kar naši možgani zmorejo. Da bo kreativna, da si bo dala lahko neke naloge, ki bodo imele smisel, ki bodo imele nek cilj, ki bo pač splošen in dober za vse. Tu mislim, da to bo še kar dolgo. Ona lahko posnema, mi jo lahko sprogramiramo na osnovi tega, kar že mi znamo, kam bo šlo pa, kako bomo šli pa naprej, tu bo pa, mislim, da bo kratka, no, ampak kakorkoli. Spet bo odvisno od ljudi, ne? Spet bo odvisno od ljudi. Andrej, pišeš tudi knjigo Hormoni za telebane o delovanju možganov in hormonov. To je ena tvoja velika ljubezen, možgani, hormoni. O tem bi lahko govoril ure in ure. Kaj je tisto najbolj zanimivo? Izlušči iz tega tvojega znanja morda nekaj najzanimivejšega. Pa ne, da meni se zdi, da je v teh možganih pravzaprav res veliko zapisano. Ena taka paradigma, nepopisan list papirja, otrok se rodi kot nepopisan list papirja. To je največja neumnost, ker mi se rodimo, že naši nevroni so pač skonektani, ko se mi rodimo. In so skonektani tako na osnovi nekih zgodb, genetike, epigenetike in mi pač nosimo sabo, ko sem že prej rekel, 100.000-letne izkušnje naših prednikov, pika. Torej smo že okuženi, rodimo se okuženi. Na nek način in jaz verjamem, da pa pač, ker živimo jaz rečem, v zdravih okoljih, v normalnih okoljih, takrat nisi okužen. In takrat res lahko samo nadgrajuješ. Ti ne rabiš skozi neko psihoterapijo prvo tisto zbrisati, pa pol naložiti nov program, pa greš samo naprej. In to res bom rekel, sem pravzaprav zelo vesel, ko vidim te naše mlade. Jaz pač, ko smo v Črnomlju naredili te šole in vrtce, ker njim treba dati, bom rekel, čisto okolje, ki jih ne bo pokvarilo, ampak ki jim bo omogočalo, da bodo oni cveteli, da bodo zrastli. In zaradi tega so meni tukaj pomembni mladi, pa da ne bo kdo mislil, da starejšimi se ne ukvarjamo. Ja, tudi prizidek k domu starejših, tudi, bom rekel, različne aktivnosti peljemo, da bomo se vsi dobro počutili. Ampak meni so ena inspiracija, so mi mladi in otroci in jaz izredno rad z njimi komuniciram, se veliko z njimi pogovarjam in tudi natresem take zelo ostre stvari, ker včasih z njimi malo preveč mehko komuniciramo z mladimi. Enostavno jim je treba pač postaviti meje in prijatelj, to je to in konc. In tudi jim dati odgovornosti in tudi jim dati naloge, ne samo pravice. In tu je pač zaradi tega treba z otroci delati in delati pač odmerjeno. Jaz sem dostikrat rekel, kako je to neodgovorno. Imel sem otroke,
pa takrat nisem praktično v tej psihologiji, pa vseh teh stvareh, ko danes znal nič. Sem rekel, pa ko sem en tak nevedež, kdo mi je to dovolil? Kdo mi je to dovolil, ne? Ampak pazite, ne, narava vse poskrbi, ne. Jaz sem imel tu eno srečo, da sem živel v eni širši familiji, torej še starimi starši, pa stric, pa teta, pa in ja, to je ta korektiv. To je ta korektiv, ko oni pa znajo, oni pa to modrost že posedujejo, ker so skozi to fazo že enkrat šli, pa so se marsikaj naučili in to lahko prenesejo nam na otroke. Tako da vsem svetujem, naj se otroci družijo z starimi starši, strici, tetami, ker ti imajo več časa za njih, ti jim bodo se posvetili, ti se bojo z njimi pogovarjali, mi danes se z otroci pač premalo pogovarjamo, zaradi tega je toliko teh bolezni in vsega. Torej, to je vse programiranje teh naših otroških možganov. Andrej, kakšen starš si bil? Imaš sina, imaš hčerko starejšo. Kako si videl ti odraščanje svojih otrok? Navsezadnje oba sta v življenju uspela, hčerka je diplomirana strojnica in magistra ekonomije, sin, če začneva pri izobrazbi, je absolvent psihologije, sicer pa svetovni prvak v plesu. Ja. Torej, vsa ta znanja, ki sem jih zdajle pri otrokih naštela, posedujeta vidva z ženo. Definitivno, ja, da se to pač nekako tudi včasih neki skriti talenti se pač prenašajo naprej. Ne, to o tem ni debate, tudi ta motiv, da ta talent razviješ, pač pride od nekje znotraj. To nimava časa, da bi pač to zgodbico s sinom, ko je enkrat prišel k meni, pa je rekel, ati, podpiši, ja bom plesal. Mislim, da bo star takrat 9 ali 10 let. Jaz sem ga silil malo v rokomet, ne. Seveda rokometaš bo, sin bo rokometaš. In on je zbral to modrost, pravi trenutek, ker spet pravilo. V pravem času, na pravi način lahko poveš vse. Kako je to našel me bi rekel, na levi nogi, ampak sem podpisal in konec. Kakšen starš sem bil? Danes bi bil najbrž bistveno drugačen. Do hčerke sem bil, seveda do obih sem zelo zahteven bil, ne? Ampak zdaj pri enim malo bolj popuščaš, pri enim malo manj popuščaš. Kje je bilo več popuščanja? Hčerkice so pač hčerke. Pač ona je uspešna, mislim, nič ji ne manjka, je super, bom rekel, atetova kopija, bi rekel včasih v določenih situacijah, ne. Pri sinu sem bil morda celo malo prestrog, ampak zaenkrat ne vidim, da bi to se kje kazalo kot kakšna motnja v njegovih vedenju. Torej skozi vedenje se pokažejo te napakice. Očitno sta spletla že zelo zgodaj en tak lep odnos, kajti še danes ta odnos vzdržujeta. Ja. Imata moške izlete, Ja. rada smučata. Ja. No, to imava res, ne. Jaz, ko je bil star 11 let, sva sama dva šla lepo v Trst na avion in na Wimbledon. Videl sem pač Wimbledon, Roland Garros, US Open, tenis je pač ena od mojih ljubezni, strasti. In sva šla sama za 5 dni. Seveda takrat, ko midva potujeva, jaz sem takrat res vzoren oče, voda, Coca-Cola in to. In pazite, pri 12 letih te sin gleda po 5 dneh na večerji, ati, danes bi pa lahko eno pivo spil, ja ti dovolim. To vam vse pove. Drugače pa ja, midva greva, pa letos sva bila med božičem in novim letom sva šla v Švico smučat za 5 dni, 6 dni, sama dva. To je res en tak posebno doživetje, ko res ni potrebno veliko komunikacije, midva se samo spogledava in je jasno, kam gre on, kam grem jaz, kje se bova dobila. To je res taka sprostitev, ko to moraš začutiti, no, in to je res, to sva spletla en takšen odnos. Zdaj sem zelo vesel, ker lahko že on vozi, on ima tudi zelo močen hipokampus, torej to prostorsko predstavo, ne. Ko sva šla v Milano, takrat je bil star pa 14 let. Ati, boš me peljal v Milano? Bom, samo ja ne bom nič delal. Ja bom samo avto vozil, ti sprogramiraj izlet in ti boš vodil. Tudi po Milanu jaz ne bom nič razmišljal, ti vrhunsko, ne. Mislim, to je bilo res, kako če vam reči, če ti rečem, to je lepo.
lepo, ko hodiš, on pa vse misli, vse zrihta, to so zgodbe. In ko smučata, nikoli ne pozabiš na nahrbtnik. No, zdaj, Kaj je v njem? Ta nahrbtnik je pač ena moja dimenzija, ki traja že 20-25 let. Prej, ko smo s prijatelji smučali več, sem tako zmeraj nosil s sabo, ker noter je pač dilca, noži, salama, špeh, vse, kar rabiš za eno vrhunsko malico. In s tem ruzakom smo bili na 2500-3000 metrih, to je vedno pač ena zabava. Zdaj, ko greva sama dva, tega ruzaka ne vlečeva, zaradi tega, ker to ni zanimivo, za dva rezali ne bomo. Ne. Ampak s tem ruzakom sem pa tudi po Sloveniji, bom rekel, poznan od Kopra do Murske Sobote, Brežic, Ljubljane, še danes ga včasih tudi v Ljubljani ven vzemem, pa kaj narežem v kaki gostilni, pa moram reči, da je to več vredno, kot da si prinesel s sabo ne znam kaka darila ali pa karkoli, ker tudi ta odnos, zopet in tale komunikacija, ki se takrat ustvari, rojeva blazne ideje, načrte in seveda tudi kako realizacijo. Prosila sem te, da prineseš v studio kakšen predmet, no in ko sva ravno načela to temo, kaj si prinesel? Kaj sem prinesel, ne? Glede na to, da sem res veliko potoval. In na drugi strani ta ruzak in pa nekako te naše koline, ki jih pač jaz, ko sem bil tako majhen, stric je bil mesar, sem hodil z njim po kolinah, sem imel svojo opravico. Danes si celo sodnik suhomesnih izdelkov. Ja, ocenjevalec sem, marca bomo zdaj na Jugorju bomo imeli 31. salamijado. In na to sem pač vesel in ponosen. In seveda me spremljajo pol celo življenje ti noži. Mislim, jaz brez noža skoraj ne znam živeti, pa ne zaradi tega, rad imam to. In ko sem šel v Pakistan prvič tam pred 30 leti, in zdaj sem našel ta nožek, to je nožek iz damaščanskega jekla, torej narejen pod sicer ročno delo, ne, to je kovano, zaradi tega niso te letnice tako lepe, ampak so zelo razmetane, ker to je ročni nož, ki so ga v Pakistanu tam mojstri kovali, in sem ga takrat si prinesel, sem bil ful ponosen. Takrat si na avion lahko še vse to nosil, v 90-ih so še pušli, pa še pili, pa vsega je bilo. No, pa sem pa kasneje, so mi prijatelji pa tak podoben nožek pa kupili, ne, to je pa darilo bilo, ta je pa že bolj, ne, ta je pa že bolj pravilnih oblik in tudi tale, torej te letnice, če jim tako rečemo, ker to se kuje s prepogibanjem. In to so pač stvari, ki mene zanimajo, navdihujejo in to so ene stvari, ki me istočasno spominjajo na različna potovanja, ker skoraj iz vsakega potovanja, kjer je bilo nekaj možno, sem si prinesel kakšen nožek. Si pa tudi vinogradnik. Tudi 32 let bo letos, 32. sezona se bo začela zdaj, bom mogel iti rezati. Pač žal je tast prehitro umrl, ampak in sem pač podedoval trtje, predvsem delo. Ampak takrat je bilo za začetku težko. Danes pa ne bi ga posekal nikoli, ker sem skozi delo v vinogradu in skozi vino spoznal izredno veliko prijateljev. In v vinu veliko vem, tudi ocenjujem vina in vam moram povedati, žena je bila zelo, zelo slabe volje, ker jaz sem vsako nedeljo hodil na trening na Radovico k njenemu bratrancu, ki je pač 40 let bil glavni kletar vinski kleti v Metliki in sva midva degustirala, on je mene učil v vinu, ne. In je bila žena blazno, zakaj vsako nedeljo? Sem rekel, to je trening, mi moramo namreč okus natrenirati, sploh pa von. In pol je šla pa ona na MBA, na Bled in je ta isti profesor, zanimivo, da so imela istega profesorja, kot sem ga imel jaz v šoli danskih multinacionalk v Amsterdamu. In je tam imela istega profesorja tudi na MBA-ju. In jih je prvi dan, ko so prišli na MBA, jih je pelal v taverno na Bledu. In jim je razložil, v poslovnem svetu je vino stopnica. In zaradi tega je treba vino poznati, seveda ga ustrezno uživati, ampak v vinu se razvijajo zgodbe, se razvijajo kontakti, se razvija komunikacija. Od takrat tudi ona več nikdar ni nasprotovala, ko sem šel na trening. Andrej, ženo rada potujete? Zelo. Zelo, lani sva bila na Malti, sama dva. Moram reči, da sem bil tako presenečen na to Malto in mi je tako hudo, da sem jo šele
bi rekel, na koncu življenja ali pa proti koncu življenja opazil. To je tako bogata umetnost, to je tako bogat kraj. Jaz sem tistem enem tednu, ne vem, jaz sem prišel domov res navdihnen. Ne moram pa reči, da pravzaprav na vsakem potovanju, tudi poslovnem, smo vedno, tudi prvič, vedno sem šel na degustacijo, ali smo bili v Ameriki, v Napa Valleyju, ali v Avstraliji, v McLaren Valley, vedno eno, torej z področja kulinarike in vinarstva in vedno tudi iz kulture, ne. Jaz sem pač bil tudi v Bolšoj teatru, tudi v operi na Dunaju, tudi v gledališču v Hamburgu, v operi v Londonu, na Broadwayu sem bil na predstavah, v Ljubljani tak redni obiskovalec festivala Ljubljana, ker me res navdihujejo te predstave. To je res bogat program. Nenazadnje smo tudi, bom rekel, bil mentor oziroma mecen pri postavitvi prve tamburaške opere na svetu. Torej teh stvari je veliko, ker meni kultura res veliko pomeni in vedno najdem trenutek in čas. In ko greva z ženo, sploh zdaj, v glavnem greva spoznavati nove kraje, nove svetove, blazno si želim iti zdaj v Grčijo. Namreč ta Sokrat me je čist prevzel, Sokrat in Aristotel in ti možakarji, tudi v povezavi z umetno inteligenco. Lahko bom morda kasneje povedal zgodbo, ki je zelo poučna. V glavnem in bi rad šel dejansko te kraje v Grčijo pogledati. Enkrat tako osebno, da to začutiš, ker to je spet izkušnja je največ. Rad imaš pa tudi Italijo, rad imaš dobro vino, dobro hrano, modo. Italijo sploh, ne, od Rima, Neaplja, tu gor Milano, Genova, Monako, do Nice, pa tam do Kana to vse mi prevozimo z avtom in se malo razvajamo. Jaz na vinskem področju, hčerka žena bolj na modi. Vsak najde kak dan za sebe oziroma si vzame kak dan za sebe, da dejansko realiziramo tisto našo bit, ki nas pravzaprav žene vedno nekam naprej. Morda, ko sem prej Sokrata, ja mu rečem tako v šali, mojega prijatelja Sokrata pomenil, ker sem ga res veliko prečital in preštudiral in z njim sem se ponovno srečal, ravno ko sem začel pred 3 leti o umetni inteligenci, ko sem se s tem srečeval in sem poslušal, veliko bral in poslušal, predvsem zopet ljudi, ki znajo več kot ja, zaradi tega rad poslušam in berem. In je en profesor razlagal, kako je Sokrat ni nič pisal namreč, ne, ampak ni nič pisal ravno zaradi tega, ker je verjel, da če bo on svoja spoznanja, torej tiste najvišje modrosti, napisal, potem ljudje se do njih ne bodo rabili dokopati in bodo jim zakrneli možgani. To je bilo enaka zgodba, kot ko se je začela umetna inteligenca. Ja, kaj bomo pa zdaj z našimi možgani? Se mi več ne bomo rabili možganov, zaradi tega, ker bo umetna inteligenca vse namesto nas naredila, ne. Ampak vidimo, da tisto, kar je Sokrat predvideval, se ni zgodilo. Naši možgani še vedno imajo veliko dela, veliko področij. In kot sem prej rekel, in danes obstaja prav veda, ki se ukvarja s tem, kako bomo uspeli ohraniti naše možgane oziroma jih celo dvigniti na en višji nivo, da bomo lahko bivali skupaj s umetno inteligenco. In danes obstaja kar cela skupina kemikalij, kako bi rekel, prehranskih dodatkov, zdravil, ki se jim reče nootropi, s katerimi mi pač po naravni poti lahko dvigujemo sposobnost naših možganov, dolgoživost naših možganov, ustavljamo propadanje naših možganov, ne, o tem sva tudi že zadnjič govorila. Tudi tu delam eksperimente in hodim in poslušam in spremljam, kar se dogaja, ker pač to me zanima, no. To je tisto, ne, kar te vleče k novim znanjem. Ja. Vinogradnik mora biti tudi veseljak, ne? Rad zapoješ kdaj s prijatelji, uživaš v pesmi domači. To je redno, ne, to je redno. Smo ena ekipa, ki se srečujemo, oziroma pri nas ni zabave brez harmonike in brez pesmi, ne. To moram reči, da to Imaš celo bariton, ne? Imam, za 50 let mi je sestra prinesla en star bariton iz godbe napihala. Ja, mislim, da je bariton star 100 let. Pa sem si pol kasneje, mislim, da za 60 let sem si pa sam kupil novega.
Zdaj, prijatelji me učijo, jaz sem samouk, ampak tukaj, da z njimi spet za svojo dušo, vse najbrž jih fušam malo, ne zato, ampak me tolerirajo, ampak neizmerno pa uživam, veste, uživanje je ključno, zdaj malo fulaš, ampak dobro je. Andrej, bil si tudi celo na audienci pri papežu, srečeval prince in tako naprej. Jah, Zgodb je še kar nekaj, ne? ja, da se pol tega niti ne spomnim, no, oziroma, ko nanese kakšna iztočnica, potem se spomnim tudi teh stvari, tudi teh žalostnih stvari o migrantih. Bil sem na Lampedusi ob obletnici potonitve tistega prvega čolna, imam tam tudi spominek, en poseben križ, ki je nastal iz tistih ostankov ladje. Seveda v povezavi z migranti sem bil tudi pri papežu z temi 8 župani evropskimi, smo bili na osebni audienci pri Frančišku, moram reči, da je pustil na mene neizmeren pečat. Seveda pa te aktivnosti občine nasploh rezultirajo tudi pri sprejemu, pri različnih predsednikih in zunanjih ministrih in obisk. Torej, mi imamo točko slovensko-britanskega prijateljstva na Dolnjem Suhorju pri Vinici in tam so bili iz Velike Britanije tudi prestolonaslednik oziroma princ in pa ministri, predsedniki. Tako da to nekako gre v povezavi z mojim delom, predvsem pa z mojo radovednostjo, ne. Jaz še vedno sem, zdaj bi nekdo rekel, pa bom kar uporabil to, kar je res, da sem radoveden otrok, ne. Sem še vedno radoveden, jaz bi pač neizmerno rad spoznal čim več stvari, ohranil to širino. Jaz sem se celo življenje bal, ko bom prihajal, ko se bo moj kot zapiral, ne. To je za mene, to je prav tisti strah, ki živi v meni in se ga poskušam na ta način, da ga odpiram, ta vogal, in da ohranjam to širino, ohranjam tudi to mladost, ohranjam tudi te mlade možgane. Bistrost, ne? Ja, saj nenazadnje ta test, ki sem ga šel delat pred 3 leti, je pokazal, da delajo še 98%, kar je bilo za tiste gospode, ki sem Redkost, ne? Ja, pri teh letih je to redko. Torej, ja, treba je veliko delati. Ne se samo zapirati, pa ne se omejevati, ne delajte nič. Ne se bati drugačnosti, ne? Pa tudi drugačnosti, pa ne se bati tako drugačnosti in sprejemati drugačnost, predvsem pa ne se ukvarjati z drugimi in ali se z njim strinjaš, ali se ne strinjaš. Ti imaš svoje argumente, v redu je, če jih nekdo sprejme, jih da, če ne, zaradi tega ne smeš biti žalosten, zaradi tega ne smeš biti napadalen. Glejte, življenje je dovolj dolgo, da se bomo vse zmenili in na koncu pravijo, na koncu bo prišlo vse na svoje mesto. Vedno pride in pika. Andrej Kavšek, župan, 2 mandata, v 3. bo še šlo, ne? Ja, nekako sem to komuniciral z mojimi občani, tako da veliko mi jih je že vprašalo, če bom držal besedo ali bom šel na državnozborske volitve. Ne bom šel, ker sem tudi vsem povedal, ki so me o tem spraševali, da pač želim biti še en mandat župan, seveda, če mi bojo moji občani to namenili, bom z veseljem to počel, ker imamo še kaj postoriti. Veste, smo naredili kar nekaj, ampak pri tako veliki občini je tega dela pravzaprav neizmerno, ne. Predvsem pa neizmerno je, ja rečem po domače, fehtanja za denar. Ja, pač to meni ni težko, ja, pač to delam, včasih me kdo čudno pogleda, včasih se zdim komu malo čuden, ker ja vedno vprašam, ja vedno prosim, pač takšen sem, ampak vem, da če to narediš na pravi način, v pravem času, na pravem mestu, si velikokrat tudi uspešen. Omenil si že reorganizacijo kot enega od projektov, na katerega si zelo ponosen. Kaj pa je še tisto, kar te pri tem, ko gledaš nazaj, najbolj prepriča, da si na pravi poti? Prvo, moram reči, da sem zelo ponosen na svoje sodelavce. Ponosen sem tudi na to, da smo uspeli s to reorganizacijo najti za vsakega pravo mesto. Veste, najslabše je, in to spet menedžersko gledano, nekdo pač gre iz neke službe. Ta je šel zaradi tega, ker ni sposoben, ker ni narobe. Ni bil na pravem mestu.
In spet je to management. Menedžer mora najti vsakemu najboljše delovno mesto. Zdaj, če ga ni, seveda se morava lepo pogovoriti in zmeniti, prijatelj, tukaj ne bomo našli za tebe mesta. Ampak ja bom dal priporočilo, ker znam, kakšen si in kaj znaš. In dajmo to razvijati pri ljudeh in dajmo biti tukaj konstruktivni in en drugemu pomagati. Mi se pa pač obkladamo, ne, in nekdo gre iz službe. Potem, kar sem ja naredil, ker sem zamenil ne vem koliko služb, jaz sem bil zmeraj nesposoben, ko sem šel. Ni res, ne. Pač iskal sem primernejšo, jaz nisem čakal, da mi bo nekdo povedal, sem spoznal pravi cajt in sem šel po novo delovno mesto. In druga stvar, ki je zelo pomembna v občini, je to, da smo dobili tudi nekaj novih kadrov, moram reči vrhunskih kadrov, kar se je tudi meni na začetku zdelo nemogoče, da dobiš, ne vem, vrhunskega financerja, ampak so tudi ljudje, ki se vračajo iz Ljubljane in želijo živeti malo bolj mirno in svoje znanje nameniti za okolje, kjer smo preživeli mladost. In takih nas je zdaj v Beli krajini, meni se zdi že kar nekaj. In to vam povem, je lepo delati, ko vidiš, da postaja tudi občina, tudi javna uprava zanimiva. To pomeni, da smo eno delovno okolje, kjer se da delati, kljub temu, da vsi govorijo, da v javni upravi je vse narobe, ampak jaz mislim, da pri nas je lepo, zaradi tega, ker smo dober tim, vsak ima svoje mesto, svoje spoštovanje, to spet pridem do te točke, spoštovanje, ker tega pač pri nas je premalo in tam, kjer tega ni tudi uspeha. In jaz to res, mi tu veliko vlagamo v to, da ohranjamo to naše medsebojno spoštovanje. Kaj pa čez 5 let? Kje vidiš Črnomelj? Kakšna naj bi bila njegova podoba? Ja, veste, jaz sporedno počnem še veliko stvari, o katerih ne veliko govorim. Zato, ker včasih, če bi vse ljudje, tudi to, kar sem danes povedal, bo kdo rekel, da sem malo čuden, ali da sem zmešan, karkoli, meni je to vse glih. In tudi, veste, jaz se trudim še na enih parih področjih, ker jaz bi kljub vsemu rad, da je Bela krajina in Črnomelj prepoznan kot ekskluzivna destinacija. In na tem področju delamo res, ne bom teh ciljev še razgrinjal. Seveda imamo še veliko na infrastrukturi za narediti. 3. razvojna os, moram reči, da se res maksimalno trudim in telefonarim, ne poročam tega občinskemu svetu, ki brez veze, to bi pa lahko sem poročal. Jaz bi rekel, najbolj pomembno je, ali sam pri sebi, ker sam sebi si največji sodnik. Če jaz lahko zvečer mirno zaspim in si rečem, naredil sem dovolj. Seveda ni, da ni največ dovolj, ampak sem naredil dovolj in to je za mene dovolj in zaradi tega mirno spim. Jaz moram 8 ur spati, ne funkcioniram, če 8 ur ne spim, ampak spim mirno. Od 10 do 6 jutro je to. Tako da imamo še 2 taka projektov. Mi smo pred 7 leti, ko sem zašel kandidirati, pa sem malo gledal, kaj sem si takrat napisal. Ja, zdaj po 2 mandatih lahko rečem, da smo skoraj 90% tistega naredili, ampak 2 mandata sta potrebna. Zdaj se bomo lotili še enih projektov, katere sem, ko pravim, v nastavkih že nekako pripravil, skupaj s sodelavci, ampak tistimi najožjimi, da to nekako snujemo in pripravljamo teren, da bomo naredili še par korakov, ki so pa, rečemo, do volilne kampanje naj ostanejo skrivnost, takrat bom verjetno bolj že imel malo več osnov, argumentov, da se bom upal to povedati. Morda to gre v turistično smer? Predvsem en del gre v turizem, seveda gre v turizem, seveda gre pa ključna zadeva, ki je bila pa tudi že od prvega mandata. Kakovostno bivanjsko okolje. To je ključno. Takrat bojo ostajali mladi v Beli krajini, če imamo mi lepe šole, lepe vrtce, če imaš ti zdravstvene domove poštimane, če imaš ti stanovanja, če imaš ti igrišč. Mi smo v zadnjih letih naredili, kaj pa znam, vsaki vasi je igrišče že za otroke. Ker otroci rabijo
da bojo šli ven, da bodo Akcijo, ne? akcijo, tako. Tako da tu smo kar premikamo, predvsem sem zadovoljen tudi s tem, da smo s krajevnimi skupnostmi in društvi že v štartu naredili en kup izobraževanj glede prijavljanja na razpise. Tako da pri nas se prijavljajo na razpis tako društva, gasilska društva, ki so izredno uspešni, krajevne skupnosti. Ste uspešni pri črpanju evropskega denarja? Glejte, mislim, da je zdaj eno analizo naredila naša projektna pisarna. Mislim, da smo se v teh 7 letih prijavili na 70 razpisov, 60 smo jih dobili. Mislim, da v denarju, zdaj pa ne me držati za besedo, da smo v teh letih dobili 26 milijonov evrov dodatnega denarja iz proračunov države oziroma Evropske unije. Tako da, ampak to pravim, to ni zasluga samo mene oziroma moja še najmanj, zasluga samo delavcev v občinski upravi. Moram reči, da vsa društva, če bom rekel, gasilci so iz evropskih sredstev v zadnjih 5-6 letih dobili skoraj 3 milijone evrov. Pa so se sami prijavljali, brez občine. Da ne rečem kaznam, krajevna skupnost Grič dela vrhunsko zgodbo, tisto svoje vaško jedro bojo uredili. Na Maverlenu so se gasilci prijavili in so uredili okrog gasilskega doma blazno lep igrišče za otroke, park. Torej, gradimo predvsem to, da se vsi prijavljajo, ker če čakaš na enega, en je pač premalo in spet pridemo do tiste točke tima. Tim mora pač vedeti, kaj početi, kako početi in takrat se to kar dogaja. Saj naša projektna pisarna nudi podporo vsem njim. Vsem. Ampak iniciativa je ključna. Ne morem, nimam premajhno glavo, da bi jaz vedel vse potrebe, čist cevne zadnje zgodbe in seveda potem skrbel in jih gnal. Ker treba pa gnati. Andrej, kaj bi si pa na osebni ravni, v zasebnem življenju želel? Samo da bom še dolgo tako zdrav in vitalen in da bom poslušal mojo dohtorico iz Maribora in nič drugega ne rabim. Jaz rabim samo zdravje, ker za drugo bo ali pride samo, ali se zgodi. Pač se zgodi. Če delaš pravilno, se pač zgodi. Tisti, ki dela dobro, se mu dogaja dobro, tisti, ki dela slabo, se mu dogaja slabo. Pač žal je to eno tako zlajnano pravilo, ampak veste, ko se poglobiš dovolj globoko v zgodbo, kako to v resnici deluje, je to edino pravilo, ki v tem življenju resnično velja. Dobro se vrača z dobrim, slabo se vrača s slabim. Pika. In to je moje pravilo bilo pravzaprav celo življenje. Nima smisla. Premalo časa smo na tem svetu, da bi delali slabo. Tudi premalo časa so imela za ta najin pogovor. Še bi lahko razpredala, govorila. Predvsem sem prepričana, o možganih je še nešteto zanimivih zgodb. In upam, da bo tudi ta priročnik o hormonih za telebane kmalu prišel ven. Ja. Koliko še manjka? Ja, pravo bi še enih 20%. Rad bi zdaj dodelal, seveda sem, ker sem me prej vprašala, perfekcionist, seveda sem perfekcionist na enih področjih, ampak celo življenje so me poučili moji trenerji in moji coachi, get rid of your perfectionism. Znebi se tega, bistveno ti je lažje. Lepše je, pa tudi bolj uspešen si. Perfekcionizem nas pač žal je produkt prevelikega ega in nas vleče nazaj. Uspešno, predvsem pa čestitke ob občinskem prazniku, seveda tebi na čelu občine Črnomelj in vsem občankam, občanom in vsem tistim, ki bodo v teh časih, ko slavite, prihajali na obisk. V Črnomlju oziroma v občini Črnomelj letno pripravite kar okoli 500 prireditev. To je tudi mene presenetilo. Lani, ko smo delali novo strategijo za kulturo, so pač res se sodelavke in sodelavci potrudili, naredili zelo široko analizo in mislim, da so našteli čez 70 kulturnih društev v občini in čez 500 prireditev takšnih in drugačnih kulturnih na leto. Torej, to je res veliko in tudi zaradi tega, za tiste, ki morda še vedno dvomijo, ali so 3 podžupani potrebni ali nepotrebni, ali jih potrebujemo ali ne. Veste, ljudje pa radi vidijo
da je tudi nekdo z občine zdraven, da vidi, da na nek način, da vidi, da spremljamo njihovo delo in na nek način tudi, da ga odobravamo, da ga podpiramo. In to je tisto največ, kar si pravzaprav želimo. Smelo, z vizijo naprej in uspešno. Vam pa hvala za spremljanje našega podcasta in tokratnega pogovora. Gost je bil župan občine Črnomelj, Andrej Kavšek. Andrej, hvala. Hvala.